Svetovni dan turizma je dejansko tema, številke letos so odlične kot prvo. Ja, v destinaciji Brežice v bistvu smo izjemno zadovoljni po zaključku te glavnega dela viška turistične sezone s 533 tisočimi prenočitev do konca avgusta je v bistvu rezultat 7% izboljšan kot v istem obdobju lani. Izjemno dober pa je bil tudi julij, ki kaže kar na 12% rast glede na predhodno leto. Zadovoljni smo tudi z različnimi aktivnostmi, ki so se jih turisti v bistvu v zelo velikem številu udeležili. To so tisti, ko sodobni turist želi nekaj več in so od samih termalnih kompleksov dejansko zvedavo odšli tudi po vinogradniških območjih. Kaj je mogoče tisto, kar turistični ponudniki v občini Brežice trenutno najbolj vlagajo, v kaj najbolj vlagajo trenutno? Turistični ponudniki zagotovo želijo biti inovativni, drugačni, zeleni in pripravljeni na sodobne goste, ki želijo v kraju pustiti več denarja. To jim bo pa v bistvu najbolj uspelo res za neko inovativno ponudbo, po drugi strani pa k vračanju k tistim najpomembnejšim, se pravi kvalitetni hrani, lokalni hrani in tako bodo v bistvu lahko tudi najbolj zadovoljili potrebe turistov. Kaj to mogoče konkretno? So to wellnessi, je to kulinarična ponudba? Mi imamo obstoječe kapacitete, kar se tiče turističnih termalnih kompleksov. Nova ponudba je predvsem v smeri nastanitev, se pravi ni vlaganja v doživetja, je pa potreba po slednjem, predvsem po aktivnostih za družine. To nam v destinaciji še manjka. Sicer pa pač razvoj same obstoječe gostinske ponudbe, s tem, da je tudi izkazana potreba po nadgradnji ponudbe. Omenili ste tudi 3 Interreg projekte, s katerimi se širite čezmejno. Največji doprinos, če gledamo 2024-2025, so ravno 3 evropski oziroma kohezijski projekti, 2 Interrega in pa 1 LAS. Se pravi, 2 sta čezmejna, kjer pri enem sodelujemo tudi z mestom Zagrebom, ki je v bistvu za vse naše ponudnike tista sanjska dežela oziroma so tam ljudje, ki jih želimo privabiti v našo občino. V drugem projektu je Zaprešič tudi pomemben obmejni kraj, ki je v bistvu tako blizu, da lahko pridemo v našo občino tudi s kolesom. Tretji je pa manjši, je pa torej ta Bizeljska pentlja, na račun katerega smo danes tudi tukaj na posestvu Istenič. Ta pa želi obuditi spečo lepotico bizeljsko.